Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V luči zaostrenih varnostnih razmer v svetu bomo spregovorili o novem pozicioniranju Združenih držav Amerike, ki povzroča skrbi tudi Evropi. V Beli hiši se namreč želijo polastiti Grenlandije, ki da je ključnega pomena za ameriško nacionalno varnost. To je sprožilo vprašanja o zvezi s trdnostjo NATO, saj zavezništvo temelji na zaupanju, ki se že kar nekaj časa krha. Washington je sicer presenetil tudi s posredovanjem v Venezueli, kjer so specialne enote v začetku meseca zajele predsednika države Nicolasa Madura. Administracija pod vodstvom Donalda Trumpa pa je nakazala, da bi v prihodnje lahko na podoben način posredovala še v kakšni državi. Evropska unija pripravlja odgovor, ki se zdi najverjetnejši v obliki gospodarskih ukrepov, na drugi strani pa se postavlja tudi vprašanje odnosov s Kitajsko in Rusijo. Zaskrbljenost povzroča tudi dogajanje v Iranu, kjer so se pred tedni začeli protesti, na katere so oblasti v Teheranu odgovorile silo in komunikacijsko blokado. V spopadih naj bi umrlo več tisoč ljudi, še bistveno več pa naj bi jih bilo pridržanih zaradi nasprotovanja režimu. Protestniki opozarjajo na slabe gospodarske razmere, režim in Rusija pa trdita, da gre za poskuse Združenih držav Amerike in Izraela, da bi destabilizirala državo. O vsem omenjenem bomo spregovorili z gostoma. Z menoj v studiu sta predavateljica na Fakulteti za družbene vede z katedre za obramboslovje doktorica Jelena Juvan in predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije in geopolitični analitik dr. Bogumil Ferfila. Lepo pozdravljene oba dva. Dober dan. Z nami bi moral biti tudi dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar, ki pa se je zaradi bolezni opravičil. Dr. Ferfila, kako vidite to odločitev Združenih držav Amerike za posredovanje v Venezueli in pa napoved glede prevzetja Grenlandije? Obe zadevi sta kar malo presenetili ali pa zgolj napovedi nismo jemali resno in kakšna je strateška vrednost Grenlandije? Zdaj, kar se tiče Venezuele in Irana, je moje mnenje takšno, da sicer lahko to ameriško posredovanje v Venezueli, eventualno, če bi do njega prišlo tudi v Iranu, smatramo kot neko kršitev suverenosti držav, vendar po drugi strani je pa res, da gre tu za težke, bi rekel, zločine nad lastnim ljudstvom. Lejte, v Venezueli je Maduro pobil nekje več kot 10-20 tisoč ljudi, tudi v Iranu so sedaj žrtve, tudi po nekaterih ocenah že preko 20 tisoč. Se pravi, imamo opravka z nekim zločinskim režimom, ki ima sicer po mednarodni zakonodaji neko suverenost, vendar če pa gledamo, je pa realno edina ZDA tista sila, pač OZN ne more posredovati, NATO ne more posredovati. Se pravi, ZDA je realno tista sila, ki lahko, bi rekel, umiri takšne diktatorje in torej vsaj nekje zaščiti domače ljudstvo pred takšnimi grozodejstvi. Kar se tiče Grenlandije, je situacija seveda drugačna, seveda je pa tudi mnogo bolj zapletena, kajti tu gre za neko odvisno ozemlje Danske. Danska je zelo skočila v zrak, ko so Američani napovedali možno intervencijo na Grenlandiji, po drugi strani pa Inuiti sami hočejo neodvisno Grenlandijo, se pravi brez Danske. Tu je seveda še ta problem, ki se ga tudi oni morda ne zavedajo, da Inuiti s svojim gospodarjenjem, ki temelji predvsem na lovu in ribolovu, pridelajo približno 30% sredstev, ki jih Grenlandija potrebuje. 70% da danski proračun. Ko sem živel z Inuiti, veste, to ni več tako kot včasih, ker so živeli v nekih, živeli so v kamnitih, mi vsi mislimo, da so živeli v ledenih, tistih iglujih, te ledene igluje oni postavljajo sam, ko gredo na lov. Danci so vsaki inuitski družini zgradili udobno hišo. Vsako leto jim pripeljejo nekaj tisoč litrov goriva, da se udobno ogrevajo. Se pravi, tu nobenemu ni jasno. Inuiti bojo zmrznali in pomrli od lakote, če bi se osamosvojili. Se pravi, tu je toliko, bi rekel, kompleksnih stvari, da jih je težko pravzaprav tudi obrazložiti. Seveda, to ameriško Trumpo, po mojem gre tukaj v veliki meri tudi malce za
Trumpov ego, ki je seveda malce užaljen, ker ni dobil Nobelove nagrade, in po drugi strani pa res, da je torej kar v nekih 6, 7, 8 vojnah uspel, torej ne povsem pomiriti, ampak deloma razelektriti strasti in bi si jo verjetno zaslužil, tako da bi rekel, situacija je zelo kompleksna in pravzaprav težko na hitro razložljiva. Doktorica Juvan, ameriški predsednik Donald Trump poudarja, da je zavzetje Grenlandije nujno zaradi varnosti, na drugi strani se omenja tudi izkoriščanje naravnih virov, pa da bi se v zgodovino zapisal kot predsednik, ki je najbolj povečal ozemlje Združenih držav Amerike. Kje vi vidite te glavne razloge? Jaz predvsem v teh namerah ameriškega predsednika po prevladi nad Grenlandijo vidim v ekonomskih razlogih. Nobene obveščevalne službe ne potrjujejo njegovih navedb o tem, da kitajske in pa ruske ladje so prisotne v tem območju, tako da gre izključno za ekonomske interese in pa seveda njegove te neke osebne ambicije potem, da, kot ste že sami rekli, razširijo ozemlje Združenih držav Amerike. Torej, upoštevati je potrebno tudi seveda klimatske spremembe, led se tali, odpirajo se nove plovne poti, kar bo vsekakor vplivalo tudi na plovne poti kitajskih in pa ruskih trgovskih ladij, kot tudi vojaških ladij, ampak trenutno je v bistvu so te njegove napovedi oziroma želje precej nerazumljive tudi za vidika tega, da Združene države Amerike imajo vojaško prisotnost na Grenlandiji, vojaška oporišča so prisotna, torej na nek način bi lahko samo okrepile to vojaško prisotnost brez izražanja namer po tudi zasedbi oziroma prevladi in bi na takšen način bili bolj prisotni v tistem delu sveta. Strinjam se z profesorjem Ferfilo, očitno gre tudi za neko osebno užaljenost, da ni dobil Nobelove nagrade za mir, kar se potrjuje tudi z njegovim pismom, ki ga je poslal, mislim, da norveškem predsedniku vlade v preteklih dneh, kjer izraža to njegovo osebno razočaranje nad dejstvom, da ni dobil Nobelove nagrade za mir. Tako da se mi zdi, da je to nekaj, kar je precej novega v mednarodnih odnosih, v svetovni diplomaciji, da najmočnejša država sveta deluje na osnovi užaljenosti njenega predsednika. Sam dve stvari. Torej, kar se tiče vojaškega oporišča, torej eno vojaško oporišče je, to je Pitufik, letalska baza oziroma vesoljska baza. Jaz sem bil noter en teden dni zaprt. To je nekje ob morju, zdaj v njej je zaenkrat 150 vojakov, tudi če poveča število vojakov, to v bistvu, kaj bi pripomoglo. Glavno je tu seveda letalska in ladijska obramba Grenlandije, čeprav to je res, kar je kolegica rekla, tu nekih niti ruskih, niti kitajskih interesov ni. Zdaj, kar se tiče topljenja, veste, torej eni govorijo o tem, da se ohlaja, eni, da se ogreva. Torej, preden se bo ta grenlandski led stopil, veste, res, da se spomnim, ko sem bil tam, polet se mečkano morje otaja, ampak približno 1 mesec je na severno Grenlandije morje plovno, vse ostalo je zamrzano in seveda, preden se bo odprla ta pot na vzhod ali na zahod, bo minilo, torej desetletja in desetletja. In druga stvar, veste, ki se tudi Trumpu ni jasna, ne? Torej ekonomsko izkoriščanje Grenlandije, seveda, to ni jasno tudi Inuitom, ne? Kar je še bolj klavrno, ne? A veste, to je takšna snežna belina, takšen led, takšen sneg, da bi ena naftna vrtina, a veste, to bi sprožilo takšno uničenje okolja, da si tega nihče ne privošči, enako je na Antarktiki tudi, ne. Se pravi, tu ekonomsko izkoriščanje praktično ni možno. Možno je edino to, da Inuitom oziroma Eskimom pač nekdo financira to njihovo življenje, sami se s tem, oni dejansko mislijo, da bodo izkoriščali rudnine, ki jih verjetno nekaj je, poleg nafte in plina na Grenlandiji, vendar pravim, to bi sprožilo takšno uničevanje okolja, da bi doživelo izjemno obsodbo, bi rekel, širše mednarodne skupnosti. Zdaj prebivalci Grenlandije niso naklonjeni temu, da bi jih prevzele Združene države Amerike, s tem se ne strinjajo niti članice Evropske unije, ki so podprle Dansko. Predlagam pa, da zdaj prisluhnemo, kaj o ameriški ideji pravi pater Tomaž Majcen, ki deluje na Grenlandiji. Grenlandija ni stvar, ki bi jo kdo lahko samo kupil ali prevzel. To je dom ljudi, ki sami odločajo o svoji prihodnosti in identiteti. Na ravni političnih voditeljev so sporočila jasna, Grenlandija ne želi biti del ZDA in ostaja dansko avtonomna. Torej, zlasti odločitev Grenlandcev se šteje za najpomembnejšo. Zanimivo je tudi, da sicer večina Grenlandcev ne podpira zamisli,
da bi se njihov otok priključil ZDA, kar kažejo tudi javnomnenjske raziskave. Takšni pogledi nas lahko kot kristjani spomnijo na evangeljsko resnico, da je človek bitje za skupnost, ni predmet prevzema. Prav spoštovanje dostojanstva in avtonomije človeka in naroda je temelj pravičnih odnosov. Kako dogajanje spremljajo verniki, s katerimi se srečujete, pa tudi na splošno? Ko govorim z verniki tukaj v Nuku, čutim predvsem skrbi, ne strahu. Ljudje so res ponosni na svojo deželo in kulturo, pa tudi zelo realistični glede geopolitičnih pritiskov. Ko omenim razpravo o prevzemu Grenlandije, pogosto slišim, o svoji prihodnosti želimo odločati sami in želimo, da se nas spoštuje. Vernike bolj kot politične razprave zanima, kako bo to vplivalo na vsakdanje življenje, varnost družin, delo, dostop do narave in tako dalje. Tudi sami se pogosto molitveno priporočajo za modrost pri svetovnih voditeljih in za mir. Imam občutek, da je večina tukajšnje skupnosti globoko zavestna pomena lastne identitete in se močno upira ideji, da bi kdo prišel in prevzel njihov dom. To čutim vsakokrat, ko stopim med ljudi. Tako, to je bil pater Tomaž Majcen, ki deluje na Grenlandiji, posnel ga je Alen Salihović. Zdaj več evropskih držav je na Grenlandijo namestilo dodatne vojake, sicer zgolj simbolično število, napovedujejo pa se tudi gospodarske ukrepi zoper Združene države Amerike. Voditelji naj bi o tem govorili na jutrišnjem vrhu. Doktorica Juvan, ima Evropska unija za omenjeno dovolj politične in pa gospodarske moči? Najprej o tej ukrepitvi vojaški, težko bi glede na številčnost rekli, da je šlo za neko vojaško ukrepitev. Konec koncev Nemčija je v 2 dneh je upoklicala teh, oziroma mislim, da je bilo 15 pripadnikov nemških oboroženih sil. Šlo za neko misijo, ugotovitveno misijo, izvidniško misijo, ki mislim, da je bilo tudi narobe razumljeno, da se v bistvu s tem krepi vojaška prisotnost skupno 30 pripadnikov, v bistvu ni nek game changer na Grenlandiji. Evropska unija, mislim, da reagira premalo odločno, prepočasi in predvsem v nekem šoku, kajti v vseh teh, dajmo reči, da je v prvem letu mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa še vedno ni bila sposobna sprejeti realnost novih transatlantskih odnosov, ki gredo v to smer, da so odnosi se krhajo oziroma so že skrhani in da to ni ni več zavezništvo in tudi niso to prijateljski odnosi. Torej, Evropska unija tega še vedno ni sprejela in tudi nekako se mi zdi, da tudi glede vseh dogodkov okrog Grenlandije še vedno tega ni pripravljena sprejeti. Vojaško Evropska unija ni močna, da bi se zoperstavila Združene Amerike, gospodarsko tudi ne in verjetno bo morala sprejeti par odločitev tudi na lastno škodo, da morda uspe preprečiti nadaljne namere ameriškega predsednika Trumpa, vendar kot je že sedaj, nekako smo se naučili iz njegovega obnašanja, iz njegovih napovedi, uresničuje svoje, dajmo reči, neke odločitve, ne glede na to, kakšne posledice imajo tako za mednarodno pravo, mednarodno skupnost ali pa tudi za, lahko bi rekli, tudi notranje razmere v samih Združenih državah Amerike. Pri Trumpovem ravnanju je zdajle, če ste spremljali malo Venezuelo pa Iran, prej prihaja v bistvu do paradoksa, In pri Venezueli, dobro, kasneje pri Iranu, torej je Trump ves čas govoril o miru, pa je posredoval. Zdaj ravno počne tisto drugače, tisto, kar govori. Medtem ko tukaj v Grenlandiji pa govori o posredovanju, pa verjetno ne bo posredoval. Tako da zdaj pri Trump je... In poglejte, par dni nazaj smo vsi govorili o Iranu. Zdaj o Iranu nihče več ne govori. Ukrajina je ostala daleč zadaj. Pri Ukrajini se je seveda lepo pokazalo to, da je Evropa praktično povsem brez glava, da brez ameriškega vodenja ne more storiti nič. In sedaj imamo, bi rekel, takšno pravzaprav tragikomično situacijo, kar se Ukrajina tiče, da imaš ti, na primer, del Evrope, zlasti seveda severni in baltski del, ki pozivata na nadaljevanje vojne z Ukrajino, Trump jo pa ustavlja. Zelenski pa tudi ni preveč navdušen za ustavitev, tako da torej, tu vidimo, da enostavno brez ameriškega vodenja je Evropa na varnostnem področju povsem nemočna. Seveda na gospodarstvu
gospodarskem področju, kar se tiče te tako imenovane gospodarske bazuke, seveda Evropa lahko prepreči ameriški uvoz v Evropo, Amerika bo ustavila evropski izvoz v Ameriko in predvsem bodo na slabšem potrošniki. Doktorica Juvan, zdaj že v prvem Trumpovem mandatu smo lahko videli, da je zunanja politika Združenih držav Amerike slonela na nekih hipnih odločitvah. Po tem prvem letu drugega mandata pa vidimo tudi grožnje, na to sledijo neki dogovori, zaveze. Tudi pogled Trumpa do posameznih voditeljev se zelo hitro spreminja. Je takšna politika na dolgi rok za Združene države Amerike destruktivna ali glede na vojaško moč za državo ni problematična? To, kar je predsednik Trump vnesel v svetovno politiko, je ravno ta nepredvidljivost. Nepredvidljivost glede sprejemanja odločitev oziroma nikoli ne veš, kaj bo naslednji dan prinesel. Gre za v bistvu neko instantno odločanje pod vplivom, verjetno noben okrog njega v bližini ne razume, na osnovi česa se odloča. Predsednik Trump je pač eden od predsednikov, vojaška moč ostaja, je pa tisto, kar je, da je on oseba, ki ima v svojih pooblastilih izjemno moč in vpliv in dejansko lahko tudi to izjemno vojaško moč, ki jo ima, v bistvu lahko zlorabi. Ne. V preteklosti seveda so Združene države Amerike že večkrat posredovale v preteklosti, poznamo tudi primere, ki niso bili skladni z mednarodnim pravom, ampak tisto, kar so Združene države Amerike nekako vedno poskušale opravičevati, so iskale neke razloge v mednarodnem pravu, s katerim bi opravičile svoje dejanje. Naprimer za Venezuelo, da širijo demokracijo oziroma želijo vzpostaviti demokracijo v državi. Ne. Zdaj, kar se tiče pa Grenlandije, pa ni. Gre v bistvu skolj za neko željo potem, da se prevlada oziroma da se doseže nadzor nad določenim ozemljem. Torej, vojaška moč je izjemna in tudi tako kot na evropski celini poteka pospešeno oboroževanje, tudi na ameriški celini poteka pospešeno oboroževanje, njihova obrambna oziroma vojaška industrija je ravno tako v razmahu, kar pa tudi na račun evropskih držav, ki kupujejo orožje iz ameriških podjetij za dosego teh ciljev, ki jih je Evropska unija zastavila zaradi vojne v Ukrajini. In to je pač eno izmed tistih področjih, kjer bi lahko morda Evropska unija presekala in tudi škodovala v bistvu ameriški obrambni industriji, vendar pa gre v bistvu potem na račun lastne nacionalne varnosti oziroma varnosti posameznih držav, ki v nakupih pri ameriški obrambni vojaški industriji pač krepijo svoje lastne nacionalne zmogljivosti. Tako gre v bistvu za neko igro ničelne vsote. Doktor Ferfila, kako vi gledate na ta posredovanja v Venezueli in tudi druge te ozemeljske težnje? Zdaj mimo kongresa, demokrati so zelo nasprotujoči, republikanci deljena mnenja. Ja, pač Trump se, bi rekel, odloča mimo seznanjanja kongresa o svojih aktivnostih. Čeprav seveda, zdaj, kar se Venezuele tiče, ne drži to, so njegove odločitve neracionalne, kar lepo kaže dejstvo, da je pravzaprav s tem, ko je za predsednico države postavil nekdanjo podpredsednico Madure, pravzaprav v veliki meri verjetno dosegal, da se strasti niso preveč razplantele. Po drugi strani mu je res, da ta opozicijska voditeljica Machadova, ki mu je potem izročila tudi neko listino Nobelove nagrade, ki se sicer ne da izročiti, Nobelova nagrada kot taka, bi verjetno želela dobiti vidnejšo vlogo v Venezueli, vendar Trump torej smatra, da je pomembnejši ta postopni prehod Venezuele. Kar se tiče demokracije, Trump v enournem govoru o Venezueli ni niti enkrat uporabil besede demokracija. Dobro, Machadova o tem govori, kajti tudi v novi varnostni strategiji ZDA je Trump predvsem poudaril ekonomske interese ZDA. Zdaj, kar se tiče Venezuele in ekonomskih interesov, je seveda problem v tem, da Trump je tudi napotil sedaj torej nekaj ameriških naftnih družb v Venezuelo, vendar se te precej upirajo prihodu. Problem venezuelskega naftnega in plinskega sistema je ogromna zastarelost. Potrebno je približno 80 do 100 milijard investicij. In naprimer Chevron, ki je bil že prisoten v Venezueli tudi prej, seveda ni navdušen nad takšnimi velikimi investicijami, plus Trump je tu sprejel potem nekakšno formula, da ti dohodki bi se deloma vrnili v Venezueli, čeprav seveda zadaj pa je to, in to pa Trump tudi zahteva, da se ameriškim naftnim družbam povrne odškodnina za tisto,
torej nacionalizacijo, ki je izvedla venezuelska vlada ob nastopu Chaveza, mislim, da 1999. leta. Zdaj, dr. Ferfila, tudi podpora Trumpovi gospodarski politiki ni več takšna, kot je bila. Že nekaj časa se krepi tudi ta polarizacija ameriške družbe. Američane so v preteklosti tudi bolj zanimale notranje politične teme. Se je to z zadnjimi Trumpovimi aktivnostmi kaj spremenilo? In recimo, kaj vi pričakujete na vmesnih volitvah? Kar se tiče gospodarskih rezultatov, da treba priznati, da ima Trump dobre gospodarske rezultate. Torej stopne rasti so visoke, mislim, da je okoli 5%, kar je ogromno, ali pa nekaj nižje, inflacija je pod nadzorom. Res pa je, da ta polarizacija torej se krepi in seveda zelo verjetno je glede na zgodovino ameriških vmesnih volitev, da bo Trump izgubil večino v predstavniškem domu in bo seveda potem njegovo sprejemanje politik okrnjeno. Tako da tu bo verjetno njegova moč okrnjena, vendar je pa res, torej ta njegova nepredvidljivost, kar je kolegica omenila, to je pa dejstvo, torej kljub temu, da je ta nepredvidljivost vseeno podprta z ustreznimi svetovalci, torej lahko pričakujemo, tudi glede na to, da Trump ne more tretjič kandidirati, da bo Trump tudi v drugi polovici svojega predsedniškega mandata, torej marsikatero potezo naredil, verjetno brez posvetovanja s kongresom in bo potem, kongres potem prisiljen, potrditi ali ne potrditi njegove zunanje politične poteze. Kar se pa tiče notranje politike, je pa seveda, torej dejstvo je, da Trump vztraja, močno omejuje imigracijsko politiko demokratov, tu je na desetine milijonov ilegalnih priseljencev. Mislim, da je prepovedal prihod imigrantov iz 75 držav, večinoma afriških, južno-srednjeameriških. Se pravi, to so poteze, ki so marsikateremu Američanu, zlasti na desni strani političnega spektra, všeč in jih podpira. Na drugi strani pa, doktorica Juvan, Združene države Amerike imajo tudi kar nekaj izzivov pri tem sodelovanju Bele hiše z oblastmi nekaterih zveznih držav, recimo predvsem tam, ki jih obvladujejo demokrati, v spore je pogosto pleten tudi Trump. Trenutno pa je zaradi te represije na udaru tudi ICE, ta služba za priseljevanje in carine. Kaj to pomeni za prihodnost Združenih držav Amerike? Nakazuje nek notranji razkol. Meni osebno se zdi izjemno sporni napovedi, da so določene pripadniki oziroma enote ameriške vojske postavljene v pripravljenost za morebitno posredovanje v Minneapolisu. Torej v bistvu uporablja oborožene sile, ki so Združeni držav Amerike, da nekako se zoperstavi zveznim državam, kjer vladajo oziroma kjer prevladujejo demokrati. Jaz bi rekla, da je to v bistvu tudi neka zloraba predsedniških pooblastil, ampak to je nekaj, kar bodo Američani morali sami razrešiti. Tisto, kar morda opažamo, je, da se mogoče lahko zgodi, da v zunanjem političnem pomenu oziroma na zunanjem političnem področju, da se Združene Amerike v bistvu preveč raztegnejo preko večjega števila konfliktov, ki jih želijo razrešiti ali pa morda tudi začeti, in potem takem pride do notranjega razkola oziroma zmanjka nekako teh aktivnosti oziroma pobude po reševanju teh notranjih sporov, in da nekako to lahko vodi samo v nek propad ali pa pač okrepitev notranjega razkola. Poslušate oddajo Pogovor. Z menoj v studiu sta predavateljica na Fakulteti za družbene vede z katedre za obramboslovje doktorica Jelena Juvan in pa predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije in geopolitični analitik dr. Bogomil Ferfila. Tako pa, če morda nadaljujemo kar z NATO-om in zavezništvom. Dr. Ferfila, zdaj spremenjeno ameriško politiko je pred izjemnimi izzivi tudi NATO, kjer ZDA predstavljajo daleč najmočnejšo silo. Zavezništvo je utemeljeno na zaupanju, ki pa se že kar nekaj časa krha, vse od takrat, ko smo bili priča tistemu pogojevanju z višjimi izdatki za obrambo. Smo priče začetku konca zavezništva? Ja, zdaj, to je dolga zgodba že. Veste, če gremo mi na obdobje hladne vojne, vemo, da je socialistični blok in seveda zahodni kapitalistični blok imel svojo vojaško organizacijo. Ob koncu hladne vojne je ta vojaška zveza na vzhodu propadla, zdaj NATO je ostal. Lahko že tukaj postavimo vprašaj, ali je takšna povezava zahodnih držav. Seveda je koristna, vendar pa
verjetno v nekem smislu bi morda celo koristilo, če NATO ne bi bilo. Zakaj? Zato, ker bi se potem evropske države morda lahko zlasti v varnostnem smislu in pa tudi vsem medsebojnem varnostnem dogovarjanju nekako postavile na lastne noge. Se pravi, zdaj vidimo, da je Evropa pravzaprav nemočna brez ameriškega vodenja in seveda to je posledica tudi prevlade ZDA v NATO. Kljub temu mi vemo tudi, da je Trump do NATO zelo rezerviran in seveda to je spet ta njegova nova strategija, da je prvo denar. In seveda s stroškovnega vidika je NATO spet nek strošek, ki ga v veliki meri podpira ZDA in zato so logične te zahteve, ki so pravzaprav tudi v prid samim evropskim državam, da tudi same več storijo za oboroževanje in seveda same več storijo tudi za svojo obrambo. Čeprav seveda tukaj imamo potem te situacije, naprimer države res da povečujejo svoje obrambne izdatke, vendar naprimer primer Italije. Italijani so naprimer v te svoje obrambne izdatke vključili izgradnjo mostu na Sicilijo in sicer v zneskih ne vem koliko milijard. To je pa, bi rekel, zelo vprašljivo, ali bo res ta most v Italiji povečal obrambne sposobnosti Italije. Tako da, če se nekaj dela pod prisilo, bodisi strani NATO ali bodisi ZDA, so rezultati lahko zelo vprašljivi. Tu bi bilo bolje, da bi Evropa se nekako sama s seboj dogovorila, sporazumela, poenotila in seveda druga stvar, ki je pa ves čas odprta pri Evropi, je odnos do Rusije. NATO in ZDA se seveda, bi rekel, močno bojita, da lahko pride do tesnejšega sodelovanja Evrope z Rusijo, morda tudi na račun Amerike in seveda tu pa je potem tisto, da seveda Amerika nikakor noče izgubiti Evrope kot svojega tesnega partnerja, kajti veste, če pogledamo po svetu, glejte, se Amerika pravzaprav nima zelo veliko zunanje političnih partnerjev. Ima Evropo, ima Južno Korejo, ima Japonsko, pa smo tukaj. Tako da tu je pa seveda Evropa za ZDA zelo pomembna. O omenjenem kolektivnem zagotavljanju varnosti se pogovarjamo že kar nekaj časa in sicer v smislu tega visokega finančnega bremena in da bi večji delež morale prevzeti tudi te evropske članice. Pa se zdi, da tega, Evropska unija še zmeraj ni ponotranjila. Ja, v bistvu res je. Evropska unija že od Maastrichtske pogodbe 1999 ima cilj krepitev lastne vloge, torej svoje vloge kot nekega varnostnega akterja na globalnem prizorišču, pa je sedaj v bistvu že več kot 30 leti kasneje tega ni uspelo realizirati. Predvsem zaradi tega, ker ima na drugi strani Združene države Amerike, ki so ves čas delovali kot nek varnostni garant v Evropi oziroma miru za Evropo. Začelo se seveda z razpadom nekdanje Jugoslavije in pa dejstvom, da dokler Združene države Amerike niso posredovale 1994, se tudi ta vojna oziroma vojna v Bosni in Hercegovini ni začela bližati k koncu in končni sporazum je bil dosežen pod patronatom Združenih držav Amerike. Potem leto 1999 in zračna operacija nad Zvezno republiko Jugoslavijo, ki je sicer potekala pod okriljem Zveze NATO, ampak glavne sile so bile vojaške zmogljivosti Združenih držav Amerike. Tako da Evropska unija se ni streznila oziroma ni bila sposobna sprejeti te nove realnosti tudi leta 2014 za rusko aneksijo Krimskega polotoka, ko se bi lahko že nakazovalo, kar se je potem zgodilo 2022, pa še vedno ne. In tudi se mi zdi, da tudi še vedno ne, kajti vse te načrti in veliko govori o tem, kako bo Evropska unija okrepila lastno strateško avtonomijo, kako bo v prihodnjih letih namenila neke ogromne količine denarja. To so v bistvu načrti za naslednjih 10 let, 20 let, ki so dolgoročni, ampak kratkoročno pa neke bistvene spremembe danes in 2 ali pa 3 leta nazaj pa v bistvu niti ni. Evropska unija oziroma evropske države niso danes nič bolj vojaško sposobne same sebe obraniti, kot so bile pred začetkom vojne v Ukrajini. Torej gre za načrte, ki so na papirju, politične izjave voditeljev, ki za zdaj ne kažejo nekega bistvenega napredka. Zdaj mogoče, če postavim še eno vprašanje, prej je gospod Ferfila že nekaj omenil v zvezi s tem. Dogajanje, to povezano z odločitvami predsednika Trumpa, opazujeta tako Rusija kot Kitajska. Kakšno sporočilo recimo dobivata in kaj se plete v misli voditeljev?
Mi tega ne moramo vedeti, ampak v osnovi verjetno se jim kar mal nasmiha, glede na to, kaj vse se dogaja v tem delu sveta, ne da bi oni karkoli naredili, ne. V bistvu tako, torej predvsem Kitajska zelo nekako, jaz bi rekla, pametno opazuje tako dogodke na bojiščih v Ukrajini, kot trganje teh transatlantskih odnosov in dejansko verjetno tudi čaka na svojo priložnost, da razreši, če lahko tako rečem, vprašanje Tajvana, ne. Zato se tudi ne vmešava v te naše zadeve na zahodni hemisferi, kajti se zaveda, da ima dovolj svojih tam nekih prihodnjih izzivov in tudi pričakuje, da ko bo teh izzivov se lotila reševati, da se noben drug ne bo v to vmešaval, ne. Rusija, mislim, da pa vse te dogodki okrog Grenlandije in pa Venezuele gredo v prid Rusije in pa dogodkom na bojišču v Ukrajini, kot je že profesor Ferfila prej povedal. V Ukrajini se ne govori več, ne? O končanju vojne v Ukrajini se ne govori, mediji ne poročajo toliko o tem. No, danes sem zasledila, da spet eno objavo, ki je zelo podobna objavam zadnjih 4 leta, torej najhujša zima v Ukrajini, najbolj mrzla noč, ljudje na -20 nimajo gretja, infrastruktura je uničena in tako naprej. No. Tako da vse to gre v prid tako Rusiji kot tudi Kitajski, po mojem mnenju. Zdaj, doktor Ferfila, z globalnega okolja nekako odziv Slovenije ni prav pomemben, je pa toliko bolj pomemben za našo državo na vso to dogajanje. Doktor Božo Cerar, ki bi danes moral biti z nami, ne, je v sobotni prilogi Dela nekako risal možnosti pozicioniranja Slovenije, pri tem pa je omenil tudi različna tveganja, ki se pojavljajo. Nekako je nakazal, da bi se v teh spremenjenih razmerah naša država morala navezovati na soseščino in usklajevati z temi evropskimi državami na to dogajanje v Združenih državah Amerike in okolici. Kakšen je vaš pogled? Kakšna bi morala biti vloga Slovenije? No, moje stališče je to, da je zlasti, bi rekel, neko veliko soliranje Slovenije na diplomatskem oziroma zunanje političnem področju nepotrebno in nima nobenega smisla. Lejte, naprimer, ravno pri omembi teh vojakov, ki so bili poslani v Grenlandijo, Slovenija sploh omenjena ni bila. A veste, treba se je realno zavedati, Slovenija je pač majhna država, ki je zelo malo verjetna, da bodo tudi, torej, če se bo nekje preveč izpostavila, da bo zaradi svoje majhne geopolitične teže pravzaprav sploh opažena. Naprimer tisto, ko je Slovenija med prvimi napadla Izrael, češ da se genocidno obnaša do Palestincev, je bila ena takšna vprašljiva poteza, do seveda takšne absolutne neumnosti, ki jo je naredila sedanja vlada, ko je gospa Golob in gospod Golob sta šla v Washington k prejšnjemu predsedniku in ga podprla, ko je bilo jasno, da bo zgubil in da bo zmagal Trump. Prav tu je neumnosti cela vrsta. Jaz mislim, da Slovenija bi mogla predvsem upoštevati poteze nekaterih držav, s katerimi najbolj sodeluje, to je v prvi vrsti Nemčije, ne, kot naše glavne gospodarske partnerice, in se nekako, bi rekel, korakati hkrati za Nemčijo, morda tudi Francijo, Avstrijo, Italijo. In seveda tu je glavni problem slovenske diplomacije, ki sem mu bil čestokrat priča. Torej vsi naši diplomati se ukvarjajo z razreševanjem nekih velikih problemov, potujajo v ne vem kere države, namesto da bi počeli tisto, kar bi morala biti temeljna naša naloga pri diplomaciji, in sicer zagovarjanje in krepitev ekonomskih interesov Slovenije, izvoza slovenskih izdelkov in storitev v tujino. To bi morala biti temeljna naloga. Mi smo se potem spomnili neke neumnosti, kot je ekonomska diplomacija, ampak veste, vsak ameriški diplomat ve, da je prodaja ameriških izdelkov v tujini njegova glavna naloga, mi pa do tega še nismo prišli. Doktor Ferfila, Trump je več 10 voditeljev povabil tudi k sodelovanju v odboru za mir, ki naj bi nadziral upravljanje in obnovo Gaze, prav tako pa naj bi
bi bil namenjen reševanju kriz po svetu. Med številnimi povabljenimi državami so bile Rusija, Turčija, Indija, Pakistan, Argentina, Kanada, Egipt, pa tudi številne evropske države. Lahko to dojemamo kot nek poskus nadomeščanja sistema Združenih narodov, ki v zadnjem obdobju niso prav učinkoviti. Združene države Amerike pa so izstopile tudi iz precej njihovih organov, agencij. Sigurno je to neko ogrožanje pozicije OZN, po drugi strani je pa odnos to realnosti v svetu. Ne. Že prej sem rekel, da je v bistvu ZDA edina sila, ki dejansko razreši probleme na številnih koncih sveta. Morda pride v tem v konflikt z mednarodnim pravom, vendar jaz mislim, da je humanitarno pravo, pomoč ljudem v stiski tudi pomembno. Kar se tiče Izraela in seveda Gaze, tu je Amerika seveda tesno prisotna. Izrael je sicer zelo tesen ameriški zaveznik, vendar Izrael naredi določene poteze tudi brez Amerike. Torej, Izrael je tako močan, da lahko reagira pravzaprav brez ameriške podpore, vendar po možnosti pa se seveda vsem posvetuje in zlasti sedanja, jaz bi rekel, neka tudi simbioza Netanjahuja in Trumpa je močno prisotna. Glejte, jaz se upam trditi, da za časa Trumpa ne bo nove palestinske države. Življenjski interes in življenjska nujnost pravzaprav Izraela je, da se ne umakne od Gaze. Kaj se je dogajalo v Gazi? Jaz sem bil v Gazi okoli leta 2000 zadnjič. Torej, Gaza je 20 let bila neodvisna. Torej, vse je teklo normalno. Seveda, Hamas je namesto, da bi tiste milijarde mednarodne pomoči, ki so pritekale v Gazo, od zalivskih držav, od Katarja, od Evropske skupnosti, od ZDA, torej ni porabil za dobrobit prebivalcev Gaze, ampak je kupoval rakete in gradil tunele v Gazi in seveda, ko je dobil ukaz za napad sa strani Irana, je to napravil. Se pravi, Izrael, če se sedaj umakne iz Gaze, kaj se lahko zgodi, čez leto ali dve lahko pride do ponovnega napada Hamasa in seveda jaz tu mislim, da sedaj, ko je druga faza tega mirovnega sporazuma, ki ga je predlagal Trump, je zelo verjetno, da se bo kaj zapletlo, kajti ta druga faza predvideva popoln umik Izraela, do česar verjetno ne bo prišlo in seveda zahteva tudi položitev orožja Hamasa, do česar tudi verjetno ne bo prišlo, kajti Hamas se verjetno zaveda, da Izrael ne bo pustil Gaze z ostanki Hamasovih borcev, ampak jih bo skušal uničiti z orožjem ali brez. Doktorica Juvan, bom dodal še eno vprašanje, potem pa lahko še doktorja Ferfilo dopolnite. Se pravi, kaj vi menite o tem odboru oziroma kako ga vidite? Ne? Zdaj poskus se na začetku zdel obetaven, potem smo pa takoj videli grožnje Trumpa s carinami Franciji, ker projektu ni izkazala naklonjenosti. Ja, v bistvu to sem želela nekako dodati. Morda se je pa Organizacija Združenih narodov izpela, ne? Morda je tudi NATO se izpel. V bistvu vsake neke te strukture imajo nek življenjski vek in zdaj mi ne moramo pričakovati, da bo to trajalo večno, ne? Tudi pozivi k reformam same Organizacije Združenih narodov in pa Varnostnega sveta so stari vsaj najmanj 2 desetletji, če ne celo več. Ne? Varšavski pakt je že zdavnaj nehal obstajati. Torej, če pogledamo z tega vidika, sta organizacija obstajata 80 let, v bistvu lepa življenjska doba in morda smo zdaj v času, ko se vzpostavlja neka nova svetovna varnostna arhitektura, evropska se je bistveno spremenila. In te poskusi oziroma poziv ameriškega predsednika k oblikovanju tega odbora za mir in poziv drugim državam je lahko pač poskus preoblikovanja, vzpostavljanja nekega novega svetovnega reda. Vprašanje pa je v bistvu, kako bo zaživel. Ne? Zdaj, kar se tiče vloge Slovenije oziroma stališča Slovenije, predvsem se moramo vprašati, ali mi želimo biti del nečesa oziroma na strani nekoga, ki vsaj iz današnje perspektive krši mednarodno pravo, v bistvu ruši strukturo mednarodne skupnosti, kot smo jo poznali, in ali želimo biti del tega. Po drugi strani se pa strinjam s profesorom Ferfilo, vsekakor mi smo del evropskega okolja, mi moramo poskrbeti za našo stabilno soseščino, mi moramo razvijati dobre odnose tako z sosedskimi državami kot z največjimi evropskimi državami. In naša prihodnost je na evropski celini, ne? In našo vso pozornost je potrebno usmeriti v to smer.
Pa če malo zaidemo še k zadnji temi. V zadnjih tednih je precej pozornosti usmerjene tudi v Iran, kjer so oblasti krvavo zatrle proteste, ki so izprožile slabe gospodarske razmere, umrlo je več tisoč ljudi, še bistveno več je bilo pridržanih. Oblasti v Teheranu pa zdaj za poskus destabilizacije države obtožujejo Združene države Amerike in Izrael. Pa morda, doktorica Juvan, najprej, gre za nemirno regijo, morebitni padec režima pa bi prinesel še neko večjo negotovost. Kako varna je trenutna oblast v Teheranu, kako vi vidite razmere tam? Ja, v bistvu že to, da je oblast, če lahko rečem, oziroma te, ki so na oblasti ogroženi, kaže na to, da so nasilno zatrli proteste, kar pomeni, da med svojim ljudstvom čutijo oziroma zaznavajo izjemno močno nasprotovanje in posledično zato tudi tako veliko število civilnih žrtev med temi protestniki. Torej, te, ki se na oblasti, v bistvu bodo naredili vse, da se na oblasti tudi ohranijo. Bi se pa tukaj navezala na tisto, kar smo se prej pogovarjali, v primeru teh dogodkov v Iranu, pa se kaže v bistvu mogoče tudi neka ta dvoličnost mednarodne skupnosti oziroma drugih držav, ki bi pa posredovanje, morebitno vojaško posredovanje Združenih Amerike v Iranu nekako videle kot pozitivno, kajti naj bi šlo za tudi ta responsibility to protect, torej za humanitarno intervencijo, zaradi tega, ker iranski režim pobija lastno ljudstvo. Tukaj bi bilo pa morda celo nekoliko bolj sprejemljivo. Dejstvo je, da celotni Bližnji vzhod je v bistvu izjemno nestabilna regija, v celotni zgodovini vidimo neke faze relativnega miru, ki prehaja v faze vojn in še bolj intenzivnejših oboroženih spopadov, tako dejansko ni potrebno veliko, da v bistvu razmere eskalirajo in tudi že v zadnjih 3 letih oziroma od dogodkov 7. oktobra je bil v bistvu celotni Bližnji vzhod nekako na robu nekega širšega oboroženega konflikta, ki je pa potem zamrl tudi zaradi tega, ker se določene svetovne vojaške, torej ključni vojaški akterji niso odločili za posredovanje. Doktor Ferfila, ameriški predsednik Trump je nekako nakazal, da je čas za zamenjavo oblasti v Teheranu. Iran je odgovoril, da bi napad na vrhovnega voditelja nekako pomenil napoved vojne, realna možnost in pa morda še vloga Izraela. Izrael si sigurno želi zamenjavo režima. Tu bi spet opozoril na neko Trumpovo modrost in sicer mi vemo, da v ZDA že desetletja prebiva sin nekdanjega šaha Reza Pahlavija. Jaz se zelo spomnim, ko sem hodil po Teheranu, ko sem nekje naletel na nekdanji spomenik šahu Rezu Pahlaviju in ga je ta, bi rekel, teokratska oblast pustila, vendar so ga odrezali do kolen. Ostali so samo škorni do kolen. Tako da s tem so hoteli seveda simbolizirati to tlačenje Irana v obdobju Reza Pahlavija. Seveda je res, da je bilo v tem obdobju tudi veliko koruptivnosti, da je bila verjetno navezava režima, starega režima na ZDA prevelika, torej kar nekaj negativnih značilnosti tega nekdanjega režima bi lahko našteli. Vendar, kar sem hotel povedati, je to, da je Trump pravzaprav spet pri izbiri, podobno kot v Venezueli, zelo zadržan, da bi tu postavil nekoga revolucionarno novega, to je torej sina tega šaha Reza Pahlavija, in on je pravzaprav tu bolj naklonjen nekdanjemu predsedniku Irana, ki je tudi, bi rekel, sedaj v opoziciji, se pravi, da če pričakujemo ameriško posredovanje, in pa seveda eno stvar je treba povedati, ne v Venezueli, ne v Iranu ni prišlo, in predvidevam, da tudi v Iranu ne bo prišlo, do posredovanja ameriških vojakov na tleh. Torej povsod, in to je praksa že prej, spomnim se, ko sem bil v kurdski vojni v iraškem Kurdistanu, torej da Američani opravijo ta letalski del naloge, zbombardirajo stvari, uničijo glavno infrastrukturo, podobno kot so v Iranu uničili s temi prodornimi bombami iranske jedrske objekte, potem pa skušajo dobiti nekakšnega domačega izvajalca, ki bi stvari uredil na terenu. In zato pravim, da je bolje, da spet v primeru napada na Iran opravijo, bi rekel, ameriške letalske sile to uničenje
teh vojaških sposobnosti Iranske republike, vendar sam notranji prevrat bi bilo pa mnogo bolje, da bi bil izveden s strani iranske opozicije. Prišli smo nekako do konca oddaje, pa morda še zaključna misel. Smo lahko glede sveta optimistični, glede na to, kar smo se pogovarjali, stvari nekako ne kažejo najbolj v to smer. Doktorica Juvan najprej. Ja, moram reči, da morda optimizem zapušča tudi najbolj optimistične. Nikoli ne veš, kaj bo prinesel jutrišnji dan, kaj ti ne veljajo do sedaj pravila v mednarodni skupnosti, diplomatska pogajanja. Torej, ni nekih učinkovitih receptov za konec konfliktov, za začetek pogajanj, torej seveda mislim tukaj vojno v Ukrajini, nobena stran ne odstopa, še vedno obstaja možnost eskalacije, tako na evropski celini, odpirajo se nova krizna žarišča, bodi si zaradi nekih naravnih potekov ali pa umetno ustvarjenih, tako da moram reči, da nisem najbolj optimistična. Upanje je seveda, da bodo prevladala pogajanja, da bo tudi Evropska unija uspešno našla nek način, da prepriča predsednika Trumpa, da odstopi glede njegovih namer do Grenlandije, da morda najdejo nek skupen ključ sobivanja, tudi da mogoče ZDA okrepijo svojo prisotnost na Grenlandiji ali pa svoj vpliv, brez uporabe vojaške sile, kajti v bistvu uporaba vojaške sile mora biti vedno zadnja točka in v bistvu, ko se ne najde nobena druga rešitev. Še doktor Ferfila? Ja, no, jaz ne bi bil toliko pesimističen. Lejte, že približno pred kakšno mesecem dni, zdaj sem videl, tudi nekateri slovenski mediji začeli v to smer govoriti in pisati, sem jaz rekel, da me ta spogajanja med tremi velikimi, to je Trumpom, Xi Jinpingom in Putinom, malce spominjajo na novo Jalto. Se pravi, na nekakšno novo interesno delitev sveta. In dejansko, torej, pri Trumpovem posredovanju v Venezueli ni bilo nekih velikih pritožb s strani Kitajske in Rusije, tako da torej, tu je nekje ta Monroejeva ali doktrina torej, o prevladi Amerike na ameriški polobli celini je nekako sprejeta. Podobno morda je tudi Trump morda pustil Rusiji malce bolj odprte roke pri Ukrajini, ampak tudi to je, bi rekel, zapletena stvar. In enako bi tudi glede Kitajske, torej tisto o tem, da bo Kitajska skušala urediti razmere s Tajvanom, ne velja, kajti če poznate kitajska strategija je približno, da do leta 2050, ko bo šele takrat po poudarku na hitrem gospodarskem razvoju, visokih stopnjah gospodarske rasti, tudi sedaj vidimo, torej Kitajska je ohranila torej 5% stopnjo rasti, kljub temu, da je praktično izgubila, torej v veliki meri izgubila ameriški trg. Tako da Kitajska se zaveda, da mora prvič predvsem gospodarsko se okrepiti, postati prvovrstna svetovna velesila na gospodarskem področju, vzporedno s tem razvijati svoje vojaške sposobnosti. In kar se tiče Tajvana, predvsem noče tujega vmešavanja v Tajvan, ne pa torej, da ga namerava zavzeti. Moramo vedeti, tudi na Tajvanu so stranke, ki se zavzemajo za priključitev k celinski Kitajski. Tako da jaz mislim, da to dogovarjanje teh treh velikih je dobra stvar, kar je mnogo boljše, kot da bi se vojskovali. Kot pravim, Trump marsikaj reče, vsega ne naredi, tako da jaz sem tukaj, bi rekel, vseeno nekako zmerno optimističen, da se bodo stvari, bi rekel, vsaj toliko seveda z nekimi konflikti, ki vedno kje izbruhnejo, nadaljevale in postopoma urejale. Evrope pa ni med temi tremi velikimi, kar pa vseeno ni najbolj spodbudno, ne? Ja, to je zaenkrat, kot sem že rekel, Evropa potrebuje neko osmislitev, morda
bi celo razpad NATO in torej deloma oddalitev od Amerike prispevala k večji varnostni in tudi politični samozavesti v Evropi in pa seveda tisto, kar se za Evropo postavlja kot imperativ, je ureditev odnosov z Rusijo. Mi vemo, da je torej Rusija izjemno bogata s plinom, nafto, kar Evropa potrebuje, da ima Rusija ogromen trg, kar ga tudi Evropa potrebuje, tako da tu se bo še veliko dogajalo, jaz mislim, na relaciji ZDA, Evropa, Rusija. Upajmo, da bo v ospredju gospodarstvo in sodelovanje na tem področju. To je bilo v tokratni oddaji vse. Gosta sta bila predavateljica na Fakulteti za družbene vede, doktorica Jelena Juvan in pa predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije, dr. Bogomil Ferfila. Hvala obema za vsa pojasnila. Okay. Poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Veliko povemo. Tudi z druge strani.